Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Celja, stadiona z dežele, kjer je pred nami tekma 32. kroga prve lige Telemach med domačim Celjem in Domžalami. Le še vprašanje pravzaprav trenutka je, kdaj si bodo Celjani tudi matematično zagotovili naslov državnih prvakov, svojo drugo prvenstveno zvezdico. Moderno krilo, ki veliko pomaga tudi v obrambi. Krasno Matko, Arons in vratnico je zadev, mislim, da Rolando Arons. No, tokrat pa brez ofsajda Aronsa, ki bo prišel do žoge, to je zdaj priložnost za Celjane. V sredini Matko, 1:0. 1:0 za Celjane. Mislim, da je tu vse čisto, zelo pozoren sem bil, komentatorsko mesto pravzaprav v liniji z mestom, kjer je Arons štartal na to podajo in mislim, da ofsajda tu ni bilo. Krasno je pobegnil po desni strani Rolando Arons in potem asistiral v sredino. No, tule poglejmo. Morda je celo bolj tesno, kot se mi je sprva zdelo. Potem pa Svetlin, Prucev, Štobljar. Svetlin in zdaj Vankvo, ključno posredovanje, sicer bi Svetlin in tole pa Pišek, ki je zadev! Jošt Pišek 1:1. Potrdil je svojo sijajno formo, zdaj je sam na vrhu klubske lestvice strelcev. Jošt Pišek, 54. minuta, hladen tuš za domače navijače. Domžalčani so izenačili. Kako obetaven protinapad za Celjane, ki zdaj menjajo. Stuparević je prestregel žogo, Stuparević proti Krstovskemu. Za hip se je vmešal Nemanič, ravno dovolj, da je moral Krstovski na stran, pa napaka Rozmana, priložnost in gol, Stuparević. Domžalčani vodijo na stadionu z dežele, ali se to prvenstvo še lahko zaplete, se zdaj lahko vprašamo. Filip Stuparević, njegov 5. gol v sezoni, Domžalčani do popolnega preobrata. Neverjetno. Izkušeni Matjaž Rozman z veliko napako zdaj. In če bi Domžalčani tule slavili, potem bi Olimpija najbrž zavohala priložnost. Olimpija bo jasno gostovala na tem stadionu prihodnji vikend. Tule zdaj morda priložnost Popovič. Prucev in obramba Štubljarja, neverjetno. Še je nevarno. Popovič je padel in to bo 11 metrovka, ne. Rumeni karton Popoviču. Matko. Kdo ve, kako bi se odvijala tale tekma. Tule je dobra podaja Matka, Bobičanec! Praktično s prvim stikom žogo je zadev Luka Bobičanec, njegov 4. gol v sezoni, 70. minuta, 2:2. Sijajna tekma na stadionu z dežele. Aljoša Matko je zdaj vknjižil še asistenco, svojo 5. v sezoni. Ravno sem začel govoriti o njem, o njegovi priložnosti, ampak pospremimo najprej tale počasni posnetek. Matko, pripravljen ob robu igrišča za vstop v igro pri Domžalčanih. Celjani pa napadajo, zdaj prek Karničnika, padel je Adetunji v kazenskem prostoru, tule je zdaj Bobičanec, blokiral je Jošt Pišek. Belmina Bobariča, tudi Džapo bo šel najbrž iz igre, Adetunji ni zadev niti tega.
Bobičanec, zadev je Klemenčiča, znova Bobičanec, odbijajo Domžalčani in Pišek gre v protinapad. Še vedno Jož Pišek in vse je preigral Pišek, ki gre zdaj sam proti vratom. Pišek, 3-2 za Domžale! 3-2 za Domžale, Jož Pišek v 83 minuti, kakšna tekma! Po kotu Celjanov, mislim, da kar iz svojega kazenskega prostora. Pišek, bodite pozorni, zdaj je v počasnem posnetku tega zadetka, kako sem bil takoj prepričan, da gre Pišek sam. Poglejte, tule, zdržal en in drug duel, potem pa je bil Popovič in poglejte, kako je tekel Popovič. Videlo se je, da čeprav Pišek vodi žogo, Popovič nima osnovne možnosti, da ujame vezista Domžal. Samo sopihal je. Šturm gre zdaj naprej, Šturm, pa potem Bobarič, ki je svež, tole bo rumeni karton za Popoviča seveda. Izključitev, Denis Popovič. Drugi rumeni karton, posledično rdeči. Damir Krznar, zmaga Domžal danes v Celju. Edini nasprotnik, ki vas je premagoval v spomladanskem delu. Domžale ne ležijo v Celju ali danes razlog za poraz tiči kje druge? Pa da, Domžale, 2 pobjede, bole jedna i druga, s tim da 2 različite utakmice. Danas smo zaista bili mi ti koji smo sve poklonili Domžalama. Ne umjanjujem njihovu predstavu i pobjedu, zaslužena pobjeda, čestitke Domžalama, ali mi smo bili ti koji smo im jako puno pomogli u tome. Še vedno držite vse v svojih rokah, kar se naslova tiče, že točka vam je dovolj v nedeljo proti Olimpiji, ampak kako se zdaj pobrati v psihološkem smislu in kako se lotiti te tekme proti Olimpiji? Pa ima tu u ovoj utakmici i dobra i zla. Zlo je ono da smo najlakši put prema tituli prokockali, definitivno. Moglo nam je biti vrlo komotno i vrlo lagano. Dobro u svemu tome je da ćemo do titule morati doći u najvećoj utakmici i na toj utakmici ćemo morati pokazati od čega smo to satkani, od kakvog smo kova. Vjerujem da smo pravog šampionskog i zbog toga jedva čekam nedjelju da isperamo nekako i ovu gorčinu i da pokažemo prije svega sebi, a onda i svima drugima da smo vrijedni ove titule. Matej Podlogar, čestitke za zmago. Kako veseli ste teh 3 točk v Celju sploh v luči tega, ker se zdi, da ste to zmago realno zdaj vendarle že dokončno potrdili obstanek? Dokončno še ni, ampak vseeno smo naredili zelo velik delež s to zmago. Tako da iskrene čestitke fantom, ekipi celi. Gremo pa naprej. Se zmeram čakal do konca 4 tekme, tako da tekmo po tekmo, tako kaj zmeram rečem. Kdaj ste danes začutili, da lahko tole tekmo v Celju celo dobite? V polčasu ste sicer zaostajali, bili do tiste vratnice, bom rekel, kar podrejeni vlogi, potem pa v nadaljevanju neka povsem druga slika, povsem odprta tekma. Mislim, da je naša ekipa taka, dokaj smo nekje blizu, smo zmeram živi, tako da jaz sem zmeram verjel. Matej, zdaj še Maribor, ki v zadnjem obdobju res blesti, bomo rekli. Se vam zdi, da lahko s temi predstavami, ki jih kažete v zadnjem obdobju, presenetite morda tudi vijoličaste? Mi bomo dali spet naš maksimum, probali največ, kar se da iztisniti, je pa res, da je Maribor zelo dobra ekipa. Luka Bobičanec, praktično takoj po vstopu ste zadeli za izenačenje, potem pretili za popoln preobrat. Ni šlo. Kje vi vidite danes glavne razloge za tale poraz? Pa vidim, imeli smo prvi počas, bi lahko že vodili 2-3-0, ampak spet to, kar se nam dogaja že dolg cajta, ne zabijemo in poga dobimo za 1-1, dobimo za 2-1, pol se še enkrat vrnemo in pol še enkrat. Taka stvar, ki se nam je zgodila, se ne sme zgoditi in kaj ćemo, nismo zaslužili očitno. Še vedno imate absolutno čvrsto vse v svojih rokah, kar se naslova tiče, celo točka vam je dovolj sicer za naslov že v nedeljo.
proti Olimpiji, ampak kako težko je sprejeti takšne poraze, kot je ta, ko najboljša ekipa doma celo izgubi proti Domžalam. Sigurno da je težko to sprejeti, ampak moramo iti tekmo po tekmo, ne gledati, kaj nam je dosti za osvojitev, moramo delati eno tekmo po eno tekmo in do konca tak igrati, ne pa zdaj, da bi se zadovoljili, ko osvojimo naslov ali nekaj takega. Enostaven je cilj vsako tekmo zmagati in to je to. Proti Olimpiji se pričakuje lep obisk. Pričakoval se bo seveda naslov, kako se odzvati, kako se zoperstaviti Olimpiji. Sigurno se z našo igro, kjer smo gojili do zdaj, imeti vse v svojih rokah in nadzirati igro in priložnosti, kjer bomo imeli, treba zabiti. Jošt Pišek, iskrene čestitke za zmago, prava srhljivka v Celju, lepa tekma, 5 zadetkov, vi ste zabili kar 2, očitno sjajna forma, kako ste zadovoljni tako s svojo kot predstavo celotnega moštva? Ja, sigurno, najbolj sem zadovoljen s predstavo celotnega moštva. Delali smo en za drugega, v obrambi smo garali, v tranzicijah smo probali biti nevarni, sreči smo zabili 3 zadetke in mislim, da smo zasluženo zmagali, da smo zborili to zmago danes. V trenutkih, ko so Celjani izenačili na 2 in pretili, bi verjetno podpisali tudi točko, ne? Ja, po moje pretekmo, če bi nas kdo vprašal, bi podpisali točko, ampak glede na to, kako se tekmo odvijala, smo videli, da imamo danes veliko možnosti, veliko priložnosti in ko je bilo rezultat, ko je bil 1-1, smo želeli drugi gol, tudi ko je bilo 2-2, smo želeli tretji gol, tako da mislim, da smo danes res zgarali tolo tekmo. Zdaj imate 4 kroge pred koncem, že 11 točk naskoka pred kluboma, ki sta najbolj ogrožena. Zdi se, da ste rešeni, praktično le še čudež vas lahko pošlje v drugo ligo. Vaš naslednji nasprotnik Maribor, zdi se po tem, kar ste pokazali proti Kopru in danes proti Celju, kakšna so pričakovanja tudi proti Mariboru? Ja, sigurno. Mi smo dokazali, da se lahko kosamo z vsako ekipo kle v Sloveniji. Dokler je še teoretično vse možno za izpad, ne bomo nič prepuščali na ključju, borili se bomo do zadnje tekme in probali nabrati čim več točk.